Vse se je praktično spremenilo od lani, razen cene malce za poslance, to bo vedno isto, ampak dobro. Ne vem, po čem si boste vi zapomnili to super volilno leto, jaz sem 100% o tem, kako se je Jelinčič prevrgel na soočenju. Čuli smo tup in bolj, a je še živ, ne, zajca je vlovil. Meni je še bolj smešno, ker sem takrat na radiju delal in smo imeli njegovo reklamo, v kateri on sam svojim vokalom reče, mene navjo zrušil, ba. Te ni bilo treba, ne, si se sam. On je bil prvi, ki je dejansko padel za svobodo, tako da. Zavod za pokojninsko zavarovanje in finančna uprava. Dejansko smo mogli počakati rezultate volitev, da smo videli, kje je pristal, ne. Ampak kot bivši baletnik mislim, da bo znal športno prenesti ta poraz. Ja, ampak to je pa bilo na televiziji, ne, kar me vedno znova spomni na njegov big screen, ki si ga že dolgo nazaj namontiral na fasado. Jaz mislim, da bi on ta video mogel na repeat tam na Blajvajsovi v Ljubljani ponavljati, ne, ker pol bi ga ljudje sočutja nazaj v politiko izvolili. Poleg tega bi pa končno dokazal svoj patriotizem, ta pravi, ker on ne pade sam za svobodo, ampak tudi za Slovenijo. Res je. In ker smo videli več soočenj, je bilo več smešnih stvari na soočenjih. Tako je gospod Miha Kordiš rekel, če jaz bom predsednik, če bom jaz predsednik, gremo ven iz NATO, če bom jaz predsednik, ukinemo Slovensko vojsko. Jaz ne vem, če se gospod Kordiš zaveda, da če mi ukinemo jutri Slovensko vojsko, po jutrišnjem, najmočnejša sila v tej državi je Štajerska varda, tako da. Štajerska varda.